pojdimo v čarobni svet besed. Zeleno kolo je knjiga o deklici, ki živi v Savdski Arabiji in si močno želi, da bi se lahko vozila s kolesom. Čeprav so v tej državi ženske sedaj že bolj svobodne, pa jim je še vedno marsikaj prepovedano ali se zanje ne spodobi. V arabski svet poln nenavadnih pravil in običajev sta potovali Amberlina in Jasna. Takrat pa je nad visoko ograjo na drugi strani zemljišča zagledala nekaj, kar je bila lahko le privid. Čudovito, svetleče se zeleno kolo, ki je lebdelo v zraku, da so se sončni žarki v slepečem blisku odbijali od kovine. Potem, ko 11-letna Vadža, osrednja junakinja knjige, zagleda zeleno kolo, je odločena, da ga bo dobila. Čeprav se to za deklice v Savdski Arabiji ne spodobi. Poleg tega ga ne zna niti voziti. Ampak pri tem ji nekdo zelo poseben pomaga. Kdo, Amberlina? Ja, pomaga ji njen najboljši prijatelj Abdullah, čeprav se s fanti ne bi smela družiti. Na to streho pa večkrat pride tudi mama od Vadže in pride celo kadit, kar je za ženske haram oziroma prepovedano. V knjigi izvemo veliko o zakonskem življenju in družinskem življenju žensk. Kaj ti je najbolj ostalo v spominu? Najbolj mi je ostalo v spominu, da imajo moški lahko več žen, da je za ženske v bistvu boljše, če rodijo sina kot hčer, da morajo imeti pokrit obraz ter lase pred vsemi moškimi razen pred svojim možem, ter da v bistvu ženske, ko postanejo druga žena, na poroki plešejo poseben ples, da izdajajo ven svojo bolečino, ter da pokažejo ženskam, da so bile one prve. Vse te in mnogo drugih prepovedi se seveda Vadži zdijo popolnoma neumne. Poleg tega je tudi mnogo zapovedi, ki se jih morajo ženske in moški vsi nasplošno držati. Zaradi tega se v knjigi srečamo z mnogimi arabskimi izrazi in prevedla jih je naša prevajalka Neža Božič. Neža, živjo, kako si se lotila prevajanja arabskih izrazov? V knjigi srečamo arabske izraze iz različnih področij življenja, naprimer za jedi, za prostore, za oblačila, za verske običaje, molitve. Teh izrazov pravzaprav nisem zares prevedla, saj zanje nimamo natančnih slovenskih izrazov, pač pa sem jih samo zapisala po slovensko. Ker gre za neke resnične stvari iz Savdske Arabije, se mi je zdelo pomembno, da jih ohranim. Imajo pa vsi ti tuji izrazi v knjigi pojasnilo. Hvala lepa, Neža. Amberlina, kako se ti zdi zdaj, da se lahko kadarkoli, kjerkoli, s komerkoli svobodno pelješ s kolesom? Ja, jaz sem zelo srečna, da imam to možnost, ker sem ugotovila, da nekateri nimajo te možnosti. Ja, priznam, jaz tudi sem danes zjutraj kar močneje in z večjim veseljem pritiskala na pedale. In zdaj te povabim, da Vadži v čast greva en krog po studiu. Kaj praviš? Ja. Hvala torej Amberlini in pa Jasni, jaz pa vas po tej predstavitvi knjige vprašam. Knjiga Zeleno kolo nam predstavi deklico, katere cilj je dobiti zeleno kolo. Kako je Amberlina doživela eno izmed sporočil knjige? A. Nesrečna je, ker ima sama več možnosti kot deklice drugod po svetu. B. Srečna je, ker ima sama več možnosti kot deklice drugod po svetu. C. Nesrečna je, ker imajo tudi deklice drugod po svetu toliko možnosti kot ona. Ali D. Srečna je, ker imajo tudi deklice drugod po svetu toliko možnosti kot ona. Aha, obe ekipi mislita, da je pravilen odgovor B. Torej, Amberlina pove, da je srečna, da se lahko kadarkoli, kjerkoli in s komarkoli svobodno vozi, saj mnogi nažalost nimajo te možnosti. Ja, pravilen je res odgovor B in obe ekipi se lahko veselita novih 5 točk. Tudi vas pa seveda lepo vabim, da berete z nami